Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Današnji podcast je poslastica. V današnjem podcastu bomo nadaljevali, kar smo začeli v prejšnjih dveh. In sicer, pregledali bomo glavne nauke naših Beyond Leaderjev v letu 2021. Sprehodili se bomo skozi glavne zaključne misli naših skrbno izbranih Beyond Leaderjev. Te nauke pa predlagam, da si skrbno zapišete in jih poslušate, saj so nam lahko veliko pomoč v poslovnem kot tudi osebnem življenju. Želim vam prijetno poslušanje. Kaj so glavni nauki naših Beyond Leaderjev v letu 2021? Tretji del. Pa poslušajmo zaključne nauke naših izjemnih Beyond Leaderjev. Magister fizike Ram Dušić-Hren, podjetnik, ustanovitelj podjetja Brighter. Evo, bom povedal kar te recimo stvari, ki se jih sam zelo rad držim. Verjamem pač v to, da nekako smo lahko sami najboljši zgled za stvari, ki se nam zdijo dobre, in primerne. Se pravi, eno, kar bi omenil, je to, da ne poslušati naukov drugih ljudi. Ja. Ne, pa ne v smislu zdaj biti ignorantski, ampak v smislu dajte sami preceniti, kaj se vklapa v pač vaše življenje in kaj se ne. Se pravi, ni zdaj pravil za življenje, ni zdaj nekih postopkov, receptov, po katerih prideš do uspeha. Tudi zaradi tega, ker uspeh za vsakega človeka pomeni nekaj drugega. Enemu je uspeh pač imeti jahto, enemu je uspeh imeti srečno družino, in pač biti iskren do sebe, pa si tudi upati priznati, da v čem pač gledaš drugačne. Potem kot drugo stvar bi omenil to ravnovesje, se pravi, ker sem že prej govoril o njem. Jaz zelo skrbim za to, da je vsak dan v ravnovesju tako med nekim prostim časom, ki ga namenjam sprostitvi, tako med konstruktivnim delom, potem v ravnovesje med tem, da sem sam, pa v svoji tišini, pa preberem kakšno knjigo ali pa ne delam nič, pa med tem, da sem v družbi, interagiram z ljudmi, da se stvari dogajajo. Tako da v bistvu v vseh teh aspektih imeti neko ravnovesje, to se mi zdi, da te drži v nekem psihofizičnem zares zdravju. Ja, tretje je pa to, kar sem tudi že omenil in s to Nokio in z raznimi drugimi stvarmi, da pravzaprav zelo smo si zgradili svet, v katerem nam je lahko vse udobno. Se pravi, dobesedno, če jaz hočem, lahko preživim cel dan tako, da sedim, mogoče se rabim vsega skupaj 100 metrov premakniti v celem dnevu. Kar je očitno slabo zame. Tako da to, da ne rabimo več niti razmišljati toliko, kot smo včasih, niti se gibati toliko, kot smo včasih, to se mi zdi, da ena stvar, ki razkraja tudi to družbo. In težava je pač ta, da je lažje biti v tem obdobju, da če hočeš skrbeti za to svoje ravnovesje, se pač moraš malo potruditi, pa malo iti nasproti temu, kar bi ti bilo najlažje v nekem trenutku. Ampak ultimativno je vsaj zame to tisto, kar me res pač naredi zadovoljnega v življenju. Se pravi, pač to, da se moraš tudi za kaj potruditi. In tudi recimo, imam 2 leti starega otroka in tudi pri njemu delam tako, da ni poanta moja kot starš to, da bo njemu vse lahko, pa da mu bo vse omogočeno, pa da bo imel krasno otroštvo. Moja poanta pač kot starš je to, da ga vzgojim, pa pripravim na stvari, ki jih bo doživel. In mu namensko kakšne stvari tudi otežim, pa mu pustim, da naredi napako, pa da mu je težje, kakor bi mu bilo, če bi jaz vse naredil za njega. Dr. Matej Drašček, vodja službe notranje revizije pri hranilnici Lon d.d. in pa predsednik Združenja notranjih revizorjev IIA Slovenski inštitut. Eno je, bodi pošten, vedno, to zmeraj rečem, to je ta najbolj pomembna zadeva, ki je.
Ta druga zadeva je, zabavi se. Velikokrat smo malo preveč resni, pa vse resno jemljemo pa to in pozabljamo, da smeh je pol zdravja in da zabava je tudi to. Ta tretja zadeva, ki pa je pa mogoče ni tako, je pa imejte en krog ljudi, ki so vam blizu, pa jih kar vprašajte za nasvete. Jaz imam za ene 3-4 ljudi okrog sebe iz različnih področij starosti od 30 do 70 let, ne, in ko je kakšna pomembna odločitev, jih njih vprašam in ja, to je tudi no. Tako da, jaz bi rekel, čeprav najbolj pomembno je, bodi pošten, vsem, kar delaš, na koncu se bo vse zvedel, pa na koncu je mogoče biti najbolj pomembno to, da si človek. David Žalec, ustanovitelj in direktor Sadio v pisarni, fitness trener, model in predavatelj. Ja, the change the way you see yourself scena. A veš, če ti sam sebe ne vidiš, da ti neki si, oziroma, ne vem, mene so recimo pač spet sodelavke, so me prej videle kot, a veš, uspešnega mladega podjetnika, kakor sem sam sebe videl. Ja. Pač ne, se spet je tukaj, da naš ti začel malo preveč sanjati, da si pa nekako uspešen, zato, ker si ta citat prebral, to si moraš govoriti. Pač neka zdrava meja med temi kvoti, tudi je pač potrebna. Ampak hočem povedati, da moraš tudi spremeniti pogled nase s tem, kad dozorevaš. Se pravi, skozi leta, ko sem bil osebni trener, ko sem zdaj pač postal nek podjetnik in tako dalje, pač ti ne moreš sam sebe še vedno videti kot 16-letnik, kakršen si bil v srednji šoli. Ti si zdaj druga oseba z drugačnimi sposobnostmi, z drugačnim obnašanjem in probi se tako videti, kot si, ne kot si bil. Pač to se mi zdi nekaj pomembnega, ker pač ponavadi nas recimo družba vlači nazaj v 16 let, veš, ker ponavadi imamo te starejše prijatelje, in potem, ko si zraven njih, si vedno ta old me. In to recimo, to se mi zdi za enkrat čisto dosti, da rečem, da sam spremeniš pogled nase, da se pogledaš, kakor te drugi vidijo, ne pa kako ti sam se vidiš pred leti. Ne vem, mogoče se nazaj preveč filozofsko zapeljal, ampak močno si želim, da bi to začutil, ker pač mene to res zdaj spremenilo v zadnjem cajtu fulno. Nisem si mislil, recimo, da bom v enem letu toliko stvari naredil, kakor sem jih letos. Pač to se staleč. Zdaj že skoraj konc leta. Na začetku leta smo si dali zdaj cilj, jaz sem se hecal. Dajmo en cilj tak, da bo res nerealen. Pa jaz hočem, da bomo imeli 200 firm, pa da bomo imeli $500 000. Ne 200 firm, več, ampak $500 000. To vem, to sem napisal in zdaj se približuje ta meseca proti koncu in bomo tam. Ampak to je bila nerealna cifra, to je bil nerealen cilj, ne? Pač realno sem si rekel, da je tam nekje do 250, 350 bomo prišli, ne pa do sem, A veš, in to hočem povedati, da pač, kako se spreminjaš, pa vse to je, ful se omejujemo, pusti sanjati, pusti rast, te stvari so ful pomembne, da si pustimo rast, pa da se izobražuješ, pa se čuda zgodijo. Sploh, ko se ljudmi povezuješ, ko ti dajo pa še določene, še odprejo določena vrata, je še lažje. Okay. Mora biti pa dober človek. Ne, to je ful dobro. Jaz bom rekel, da ta pusti rast, pa dej se povezuje, da bo to številka 2. Kaj bi bo pa še en tretji nauk? Ok, se pravi, tretji. A veš, skozi nam govorijo kao, da se je že dosta, veš, se ne rabiš več, pa se ima že to, pa Ampak kdo je to nam rekel, zakaj je to rekel? Mislim, mene največje veselje, ker grem še eno stopničko višji. Zdaj sem mogoče, ne vem, level 5, se ne rabim sanjati o level 20, lahko pa sanjamo level 6 in pa, ko sem 6, grem v 7, level 7, 8 in tako dalje. Hočem povedati, da nikoli ne rabiš biti zadovoljen pač s trenutnim stanjem. Mislim, lahko si zadovoljen, to je ful dobro, ampak da si pa čisto popolnoma ker zdaj pa nam več nič, ker greh v temu je catch, ker ti skozi nekaj loviš. Vsaj za moške lahko govorim, da vemo, da jaz osebno ala hunter, hočem nekaj ujeti, nek cilj in meni je to največje zadovoljstvo v mojem življenju. Lej, super je tu z mojim sinom biti, ampak imam pa večje zadovoljstvo, ko osvajam določene cilje. Pač, ne vem, a sem tako narejen, a veš, da sem tako, ne vem, ožičen, kako pravijo, ampak meni je to največje veselje. Se pravi, da vedno se potegujem
za više cilje. To meni najbolj napaja. No. Miha Murn, predsednik in generalni izvršni direktor AMI korporacije, poslovnež, filantropist in umetnik. Rekel bi mogoče, da si treba pač življenje urediti sam, da ti ga noben ne bo pomagal urediti in da moraš uživati življenje svoj sam in kdorkoli ti bo kreiral življenje, da zgleda, da ti bo kreiral življenje, ti ga ne bo. Sam si ga boš. To mislim, da velikokrat pozabimo. Pač dejansko, da sam si odgovoren za vse in sam moraš si postaviti stvari, tako, kot jih hočeš imeti. Drugače jih nimaš in jih nikoli ne boš imel. Mogoče to, da pač da se nikoli ne posluša drugih, ampak se jih vedno vpraša za nasvet. Odloči se pa pol na koncu sam. Plus tukaj zelo dobro zaradi tega, ker pol ne moreš nikoli učitati nobenemu drugemu za karkoli. Pač moraš sprejeti neke odločitve in če se tako odločiš, ne glede na to, pa ti drugi rečejo, tako bomo delali in to je to. In tudi, ker se kaj zalom pol, veš, kdo se je to odločil in veš, zakaj se naslednjič ne boš tako odločil. Plus to, da se ne dela stvari na kratki rok, ampak da se razmišlja ne kako bom naslednji mesec zaslužil za to ali pa kako bom naslednji mesec naredil to, kaj vidim, da bo čez 4 mesece, pa ne vem pa, ampak da se razmišlja, da si svoje življenje predstavljaš, tebe, ko vstaneš zjutraj, v kateri postelji, s kom, v kateri spalnici, v kateri hiši, s kakšnim imenom, s kakšnim renomejem, kam greš, v katero službo se peleš, kaj tam delaš čez 30 let, 40 let. Ja. In to vizualiziraš, kaj hočeš imeti. Ne? Torej, da delaš za nek dolgoročen cilj, pa pač, da ti je važen journey. Ne? Branko Žunec, direktor podjetja Družba za odličnost d.o.o., lastnik blagovne znamke BMC International, mednarodni poslovni trener in coach. Dobro, če bom rekel tako, prvi nauk bi bil, da vedno pri poslu, pri čemerkoli, karkoli boste v življenju delali, ne, uporabljate vse 3 inteligence, torej miselno, čustveno in pa logično inteligenco. Jaz tam rečem v formuli, ne, IQ plus EQ plus ZKP. Ker IQ izobrazba je res pomembna in tudi poznavanje stvari je pomembno, vendar pa vemo, da nikoli v poslu in v življenju ne uspeš sam, zato je pomembno, kako ravnaš z drugimi okoli sebe. Bi pa rekel, uporabljamo pa tudi to, česar nobena izobrazba ne more nadomestiti, to pa je zdrava kmečka pamet, ne, ki včasih jo zelo potrebujemo in pride tudi seveda s kilometrino oziroma z izkušnjami. Ne. Tako da te 3 inteligence bi jaz vedno kombiniral kot mogoče nauk številka 1. Zdaj, drugi nauk bi bil, ne moreš spremeniti preteklosti. Vse, kar počneš, počni z fokusom na prihodnost. Tudi pri otrocih, recimo, to pride prav, ne? Če otroci ga po domače kaj polomijo, ne moreš tega več odnarediti. Ne? In tudi v poslu, če se kaj zgodi, ne moreš tega povzročiti po domače, da povem. Ne? Ampak dejansko lahko samo zdaj narediš nekaj, da bo prihodnost boljša. Tako da karkoli danes počneš, počni z enim namenom, da bo prihodnost boljša, ne? Predvsem tvoja in tisti, ki so v življenju pomembni. Pa mogoče tretje, ker sem zagovornik zmagovalne miselnosti, sam si lepo rekel, ne, zmage je treba proslaviti, res je. Še posebej tiste, ko veš, da si mogoče celo šel, kot je ta tvoja oddaja, ne, beyond, ne, torej više in dlje od tistega, kar nekako bi v normalnih okoliščinah dal, te zmage štejejo. In tako, če se navežem na tisto kulturo napak, bi rekel, v bistvu v poslu nikoli dejansko ne izgubiš. Ali zmagaš, ali se pa kaj novega naučiš. In tisti, ki se skozi posel tudi učimo, mislim, da nas nič ne more spraviti na kolena, niti pandemija, niti karkoli se zgodi. Vedno enostavno najdeš način, da greš naprej. Ne? In samo, če se res učiš. In dejansko res je, včasih te napake ali pa spodrsljaji kiksi, ne, ki se zgodijo, naučijo celo več, kot pa samo zmage. Franci Pliberšek, ustanovitelj, lastnik in generalni direktor MIK Celje. 3 nauki, bom rekel, lahko je en manj, verjamem v sebe, v bistvu delaj dobro, bodi skromen in bodi tekmij sam s sabo, predvsem pa delaj z veliko strastjo, z veliko ljubeznijo, z veliko sreče, da lahko se učiš sebe uslišal pa takrat, kadar uslišal druge, tako da to je nekako moj moto, cilj, ki dajem vsem, ki bodo gledali to oddajo, da v tem uživajo in da se v tem veselijo. Magistra Metka Svetlin, marketing manager, Think with Google, C-Regija in Brand and Reputation Adriatics in Baltics Google.
No, jaz sem si v bistvu bi rekla, recimo tako, tudi ena pomembnih, ki sem jih vzela z Google, je fokus na fokus. Focus on the focus, to se mi je zdelo tako, kaj je zdaj, ko sem prvič to slišala, kaj mislim, ne, ampak je dejansko res, ne, ti si izbereš recimo pač na kaj se boš fokusiral, ampak pa se moraš res na to fokusirati, ne samo, da si izbereš fokus, ampak se res fokusiraš na fokus. Tako da to je bistveno in ker narediš to je tistih, 80%. Potem je drugo, ok je, če ne znamo vsega, it's ok not to know everything. Dober. Mislim, da je to ena taka stvar, ker doskrat, recimo, to sem se jaz tudi tako, pa sem bila zdaj že na parih sestankih, pa najprej te preseneti, recimo, če nekoga nekaj vprašaš, pa recimo nekdo reče, I have no clue, but I will check, I will come back. In je res v bistvu vidiš, ok je, sej nismo pač vsi Google, da bi vse vedeli. In tudi ta, v bistvu to, kar sem prej rekla, ta ponižnost, da v bistvu veš, da pač nikoli ne veš vsega, in da si pač tudi pustiš naučiti. Pa v bistvu tretja je pa, da veliko se govori to, o uspehu, pa si uspešen. Pa mislim, da je tretja stvar, da si definiraš, da sam sebe vprašaš, kaj je tvoja definicija uspeha. Ker mislim, da smo zelo različni. In vsak ima svojo definicijo o uspehu in ti moraš sebe vprašati, kaj te uspeh pomeni. Potem pa v bistvu na podlagi tega se odločaš, kako boš nekaj počel, ne to, kaj boš počel, pa kako boš počel tisto, kar počneš, in pa zakaj to počneš, ker to vse povezano. Ker če boš ti vedel, zakaj nekaj delaš, ali je to v službi, ali je to v zasebnem življenju, če boš razumel, zakaj to delaš, boš tudi svoj odnos do tega spremenil. In če boš svoj odnos do tega spremenil, boš prišel pač do tega uspeha, karkoli že to tebi predstavlja. Mislim pa, da se dostikrat pozabljamo, zakaj sploh nekaj delamo in pol, ko pridemo do nekega uspeha, ki je recimo mogoče strani družbe uspeh, ostanemo prazni. Vidiš, da bi mogel biti pa srečen, pa nisem. In to je recimo mogoče ena od skrivnosti uspeha. Magistra Anja Blaj, Chief Strategy Officer Future Law Institute in pa predsednica društva Blockchain Think Tank Slovenija. Skratka, moj nauk oziroma polagam vam roko na srce, da najdete ekipo, ki bo imela res podobne vrednote, kot jih imate vi sami. Posameznike ali pa tudi skupine ljudi, ki vam bojo znali podati konstruktivno kritiko, to je zlata vredna zadeva. Investitorje, ki bojo videli priložnost v tem, kar vi delate, in pa posamezniki, ki bodo znali prodajati oziroma podajati vizijo in si zamisliti idejo in rešitve takrat, ko bo vam zaštopal. Blaž Strle, direktor družbe BE-Terna Adriatic in član uprave BE-Terna skupina. Evo, in privat in v podjetju, jaz mislim, da je glavno, da zelo odkrito komuniciramo, še posebej takrat, kaj je težko. Mislim, da je konc vseh odnosov, pa konc zaupanja takrat, ko nehamo govoriti to, kaj si mislimo, pa takrat, ker nehamo govoriti, kaj si želimo. In to velja v firmi in doma, ampak to je ful težko, zato ker je težke stvari vedno težko skomunicirati. To mislim, da je nekaj, kar če prakticiraš, da boš imel veliko možnost, da boš imel ohranil ljudi okrog sebe, pa imel zaupanje. Staša Mlekuš, MBA, članica upravnega odbora Business Intelligence Center in programska direktorica konference NetPro. Da naj investirajo svoj čas pametno, predvsem pametno, pa ne vrednotijo, kam ga investirati. Zame osebno je to vse večkrat oziroma velikokrat v odnose in pa ljudi, ker jaz mislim, da je to prava pot. Nataša Mitans, lastnica in direktorica Vareo, soustanoviteljica Talent Cloud, ustanoviteljica Akademije za mlade marketinške talente. Ja, tisti, kar so meni, kar bi sebi recimo dala, pa tudi drugim, je predvsem, da moraš verjeti vase, da moraš vztrajati na svoji poti. Torej, moraš imeti vse informacije, vedeti, kam greš, vztrajati na poti in dokler nisi zadovoljen z doseženim. Torej, cilj je za mene cilj dosežen takrat, ko sem zadovoljna. Vsak si pa sam postavi, kaj je sedaj tisto, s čemer si pravo merilo uspeha za mene je to, da si zadovoljen, da so tvoji klienti zadovoljni in da na koncu dneva rečeš,
To pa je bil dober dan, ne. What a ride. Ko bom stara 80, da bom rekla, to je to. Magistra Manca Korelc, LinkedIn strokovnjakinja in avtorica knjige The Slovenia Lakes. Ja, ko se lotite LinkedIna, pa dajte se ga čim prej, če se ga še niste, je najpomembnejše to, da začneš, da se ne ukvarjaš preveč, kako začeti, kakšno strategijo pisanja, ker se naučiš sproti. Tudi pisati ali pa svoj stil pisanja, ki ga dobiš skozi čas, ga lahko samo, če klikneš post in to večkrat. Ne? Tako da ni enega zdaj čarobne paličice, ti direktor pravi, da je pa to piši, pa bo to ok. Ne? Ali pa ti študent, ti se pa tega tako loti. Ja, so seveda neke smernice, ampak naučiš se pa sproti. Predvsem pa ustrajati treba. Ne? To ni nekaj, kar nastaviš, pa dela samo. Jaz LinkedIn rada primerjam z mailom. Mail je tool, ki ga vsi uporabljamo. Ne? In če ga ne bi vsi uporabljali večkrat na dan, verjetno, pa vsak dan, pa ves čas, ne bi bil toliko uporaben, kot je. Če ne bi odpiral maila, jih pisal, jih brisal, bral in tako naprej. Ne? In LinkedIn je isto. No? Tako da predvsem je pomembno, da si vzgojimo vsak pri sebi odnos do teh tehnologij, no? Med njimi tudi LinkedIn. Ne? Da nam res pomaga in da bomo skozi leta bili če dalje bolj odvisni, ampak bomo če dalje bolj potrebovali LinkedIn in takšno tehnologijo, ki nam bo enostavno poenostavila posel ali pa nam ga spodbudili ali pa kakorkoli. Ampak ne, če ne bomo se z njim ukvarjali. Ne? Tako se rečem, LinkedIn, več kot se z njim ukvarjaš, več nam dan. Tako da je treba imeti tudi z njim nek poseben odnos. Enostavno, res je vidim pri mojih strankah, ključen izziv je vedno, s katerim se jaz popadam v sodelovanju z njimi, je to, ker ga jemljajo za zraven. Kokrat Silčeva Manca, nimam časa za LinkedIn, jaz moram delati. LinkedIn je delo. Tako da to je sicer mogoče, naj se ne sliši tako zelo starševsko, to pa to moraš, ampak je LinkedIn res neko orodje, tako kot tekaški copati. Če hočeš preteči maraton, si jih moraš obuti 3-krat na teden pa laufati 1 leto, da potem pretečeš maraton. In potem, če hočeš enega preteči, moraš spet trenirati, pa moraš skozi trenirati. Tako da to je kot vsaka reč. Kot posel sam je treba to skozi negovati, kot odnose. Evo. Tako da pridemo vedno do ljudi na koncu. Lovro Peterlin, izvršni direktor A1 Slovenija DD, priznani svetovalec, mentor in predavatelj z področja marketinga in prodaje. Par sem jih že omenil, prej sem mogoče povzel. Prvi je seveda assumption is a mother of all fuck ups. Nikoli ne predpostavljamo naprej, dajmo testirati, nikoli se ustaviti zato, ker predpostavljaš vnaprej. Naslednja stvar je, ne glede na to, če misliš, da zmoreš ali pa ne, imaš prav, ne? Jaz mislim, da to je vedno tako, ne? In tretja stvar je, če se ne predaš, pač te noben ne more premagati. Jaz mislim, da ta attitude bi mogli imeti vsi, ne? Sploh zdaj v tej situaciji, ki je zahtevna, ki je drugačna, zahtevna predvsem zato, ker je drugačna, ne? Mislim, da operativno ni toliko zahtevna, kot je percepcijsko, ne? Ampak jaz mislim, se ne smemo predati. Jaz mislim, da je to zadnje, kar lahko naredi človek, ne, da se preda, ker pol je res failer. Miha Lavtar, lastnik in direktor OptiWeba. Zgradite si ta pravo ekipo okrog sebe. Če boste imeli ta pravi ljudi, bo 100-krat lažje. Spremembe so zakon. So težke, ampak brez sprememb ni spremembe. Pa mogoče zadnje je to, da podjetja imamo v bistvu poslanstvo ne samo, da ustvarjamo dobiček, ampak predvsem, da spreminjamo okolje okrog sebe. In mogoče na začetku, ko smo majhni, nimamo še toliko tega vpliva, ampak cilj vsakega podjetja bi mogel biti, da spreminja stvari na boljše. Manjša podjetja, manjše stvari, večja podjetja, večje stvari. In ko nas bodo tudi tako v bistvu gledali ljudje, sodelavci, zaposleni, da delajo za to, da bo podjetje ustvaril nek dobiček, nek presežek in s tem presežkom, s tem dobičkom naredil nekaj
dobrega za svoje okolje, za svoje ljudi, pa se mi zdi, da lahko stvari zapeljamo predvsej bolj pozitivno smer, kot so mogoče zdaj trenutno. In pa še zadnji Beyond Leader, to sem pa jaz. Mark Kalin, direktor za poslovni razvoj Kolektor Digital in pa član upravnega odbora Poslovni angeli. In pa večni sanjač, se reče temu tako, ali inovator, oseba, ki je polna idej. Ena je taka zelo, ki jo res vsakmu toplo priporočam in jo tudi sam, mislim, da vsi štirje tukaj živimo, je challenge yourself every day, se pravi, bodi boljši, drznejši vsak dan, oziroma kot si bil včeraj. Potem keep moving forward, se pravi, pet naprej, ne ustavi se, sploh ne ustavi se, ko slišiš ne. To lahko zgolj pomeni ne danes oziroma ne ta trenutek. Tudi jaz sem velikokrat dobil že kakšno zavonitev, pa ne, pa sem potem še probaval in dostikrat se je zgodilo, da se je ta ne spremenil v ja, ali pa ta oseba, ki mi je rekla ne, me povezala s kakšno drugo osebo, ki mi je potem rekla ja. Potem tam je blazno fascinantna in res ena boljših naukov, ki bi jo dal, je pressure is a privilege, se pravi, pritisk je dejansko nekaj pozitivnega v življenju. In smo lahko presrečni, če imamo pritisk iz večjih področij. To pomeni, da smo na dobri poti, to pomeni, da smo uspešni, to pomeni, da smo proaktivni, da se nam dogaja, da dejansko iščemo nove priložnosti, iščemo nove izzive. Tako da ne se ustrašiti, če bo prišel trenutek, ko boste rekli, jaz sem pa toliko pod pritiskom, toliko veliko se mi dogaja. To samo pomeni, da ste uspešni in ste točno tam, kjer morate biti, na ta pravi poti. Pol definitivno obkroži se z uspešnimi ljudmi in izboljšuj in večaj svoj network. In pa mogoče zadnja, ki je spet angleška. Včasih si rečemo frazo I have to do this again. In zdaj, če to frazo malo obrnemo in rečemo I get to do this again. Se pravi, ne, to moram narediti, ampak to želim narediti. Oziroma to lahko delam. Tako da dostikrat se potem mindset in naše razmišljanje povsem obrne, če si ta stavek ponovimo. Ne, to moram narediti, ampak to lahko naredim. To uživam v tem. Tako da to bi bili moji zaključni nauki za naše izjemne posameznike. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.